moram reči, da res prvi občutki po končanem koncertu lahko rečem, da so res izjemni. Namreč vsi glasbeniki, ki smo jo danes gostili, tudi naši otroci so ustvarili v dvorani izjemen pozitiven učinek in dvorana je tako rekoč res 2 uri in 10 minut. Mislim, da uživala tako, kot smo uživali vsi tisti, ki smo spremljali to odvijanje koncerta. Tretje leto zapored smo se odločili, da pripravimo ta, kot rečemo, veliki pomladni dobrodelni koncert. Čeprav ga ne radi imenujemo, da je dobrodelni, ampak je te narave, ker se nam zdi, da potem skozi to dobrodelnost in zlorabljeno velikokrat nimamo takšnega pravega odziva, kot bi lahko bil. Namen je pa zagotovo zbrati za vstopnino čim več sredstev za tiste naše družine in otroke, da jim lahko potem čez leto pomagamo, da se lahko udeležujejo, ko smo že velikokrat povedala, res tistih ponujenih možnosti, ki jih ponuja, ne vem, šola, kot so šole v naravi, tudi komu plačamo prehrano. Torej za vse to, kar verjetno ne bi mogli učenci imeti enakih možnosti kot vsi ostali. In to je bil naš namen in mislim, da se vedno znova potrjuje, da je pravi namen. Ja, torej res je. Čeprav smo že prej načrtovali, tako da v šoli smo letos prvič pripravili tudi audicijo za mlade talente za vodenje prireditve, ker smo želeli Toniju, našemu stalnemu napovedovalcu, ki je z nami res bil prvi 2 leti in tudi tretje leto se je z veseljem odzval za popestritev. In potem, ko smo ugotovili, da se dan ni zložil, včasih se pač to zgodi, sta dejansko prevzeli vodenje prireditve, sta ostali sami in odlično opravili svoje delo. Dejansko smo tudi želeli, da mladi dobijo to priložnost in ko ste danes videli, ne samo napovedovalki, tudi številni mladi nastopajoči, torej naši učenci, solisti, inštrumentalisti, so tisti, ki jim dajemo na takšnih velikih dogodkih priložnosti, da se prekalijo, naučijo se ene druge izkušnje in se mi zdi, da je prav tako. In tako se je danes zložilo vse lepo v mozaik kvalitetne in pa uspešne prireditve. Mislim, da je bilo okrog 350, nekje 360 obiskovalcev, tako da lahko rečem, da bomo iz tega, ko pač pokrijemo tiste osnovne stroške, kot so prevozni stroški in pa ozvočenje, ostalo po moje oceni, da ne bom, ampak mislim, da tam nekje okoli 2200 do 2500 evrov, po moje bo ostalo, da bomo lahko potem seveda, kot sem rekla, otrokom omogočali normalno življenje in pa dali priložnosti tudi kdaj, da se bodo veselili z vsemi tistimi, ki imajo sicer vse te danosti doma. May you